O naslovu prvaka bo odločala zadnja runda in nedelja za odločitev v prvenstvu. Prvaki so napravili svoje na vedno neugodnem gostovanju v Celju z visoko zmago kar 4-0, s tem, da je Luka Zahovič zabil kar hat-trick. V primerjavi z derbijem je Darko Milanič opravil nekaj menjav, tako je namesto kaznovanega Marka Šulerja začel Aleksandar Rajčević, spremembe tudi v zvezni vrsti, kjer sta začela Blaž Vrhovec in Dare Vršič. Prvi opozorilni strel strani Celjanov že v 5. minuti, globinska podaja proti Vizingerju, toda njegov strel je Rajčević blokiral. V 18. minuti kar dve priložnosti. Najprej po podaji Zahoviča Tavares z glavo mimo. V nadaljevanju pa poizkus Zahoviča strani mimo. V 30. minuti pa vodstvo, zasluženo vodstvo po prostem strelu. Dervišević je lepo podal, Tavares je bil prekratek, toda na drugi vratnici je super udrsal Saša Juković. Le 5 minut kasneje povišanje vodstva, tokrat sjajna akcija, žoga je šla hitro od noge do noge, izmenjava podaj Vršič Zahovič in potem sjajna poteza Luke Zahoviča za njegov prvi gol na tekmi. Do konca polčasa še en poizkus novopečenega reprezentanta Amirja Derviševića, gol je preprečila Prečka. Tako na začetku drugega polčasa v 47. minuti priložnost za Tavaresa, toda na golovi črti so Celjani izbili. V 60. minuti pa povišanje vodstva. Tokrat hiter protinapad Tavares Vršič. Vršiču je veselje preprečila vratnica, toda požrtvovalnost kapetana, ki je ob tem izgubil tudi zob, je prinesla možnost, da je Zahovič zabil svoj drugi gol na tekmi. In najboljši strelec prvenstva se ni ustavil, hat-trick s sjajnim strelom iz obrata z levo nogo. Izredna forma, izredno samozaupanje, izredna preciznost, raznovrstnost, goli so različni in res je, najdu odlično formo, sem jasno kot trener zelo zadovoljen, da mi igralec igra v taki formi. Do konca tekme se rezultat ni spremenil, čeprav je Jan Mlakar po dobri podaji stresel vratnico. V 77. minuti pa je strel Amirja Derviševića sjajno ubranil domači vratar. Prvaki so torej napravili svoje v Celju, tako ostaja 2 točki razlike in fotofiniš v nedeljskem zadnjem krogu. U Ljudskom vrtu, ob 4, gost pa bo Gorica. Kao i prošli meč, zaista je bila predivna atmosfera i treba se zahvaliti publici na takvoj divnoj atmosferi. Bio je pun stadion, bilo je nevratno igrati u takvoj lepoj atmosferi, tako da priželjkujem opet da će se to desiti i sad u nedelju i da zajedničkim snagama prvo ostvarimo pobedu i da to onako uveličamo, da kažem, jedan spektakl u nedelju i da završimo ovaj sezon na najbolji mogući način.